Danes v Pomurskem dnevniku. Z infobusom na informativne dneve. Tudi 20 tisočakov kazni. Dela na trgu Zmage. Podelili priznanja najprostovoljcem. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Naslednji vikend dijakinje in dijake čakajo informativni dnevi. Tisti, ki se bodo odločili za študij, se bodo v veliki meri odpravili v Ljubljano in Maribor. Pred dijakinjami in dijaki so meseci, ki bodo zanje zelo pomembni. Najprej jih čaka zrelostni izpit v obliki mature, nato pa se bodo morali odločiti, kje nameravajo nadaljevati svoje šolanje. Da bi se lažje odločili, kaj jim je najbolj pisano na kožo, bodo zanje tako v Ljubljani kot v Mariboru pripravili informativne dneve. Delo jim bodo nekoliko olajšali v klubu prekmurskih študentov, kjer so za tiste, ki se odpravljajo v Ljubljano, pripravili infobus. Ja, infobus je bus, katerega klub organizira z namenom, da bodoče bruce odpelje v Ljubljano na informativne. Na samem avtobusu so prisotni tudi študentje, ki lahko iz prve roke ponudijo informacije glede kakšne smeri in pa na kaj morajo biti bodoči bruci pomembni, ko postanejo študentje. Za vse, ki morda še ne veste, na informativne dneve se lahko odpravite 9. februarja. Avtobus skrene od 9. februarja, ko so informativni, ob 7. uri izpred glavne avtobusne postaje v Murski Soboti. Cena povratne vozovnice je 10 evrov, enosmerna vozovnica pa stane 8 evrov. Zakaj pa je dobro, da se dijakinje in dijaki odločijo, da se na pot podajo ravno z infobusom? Predvsem mogoče to, ker so tudi prisotni študentje, ki lahko iz prve roke povejo, kako je biti študent, in pa tudi ker lahko bodoči dijaki oziroma študentje izkusijo prve korake samostojnosti, kako se orientirati po Ljubljani ter pa doživeti nekaj novega. Vsem, ki se boste v Ljubljano odpravili s KPŠ-jem, bodo pomagali tudi v samem mestu. Seveda bo pomoč prisotna tudi v mestu, kajti vsi vemo, da se marsikateri bojijo uporabljati trole, ki sprva izgledajo zelo zapletene, vendar ni tako. Vkolikor si želite informativne dneve preživeti v bolj sproščenem vzdušju, je infobus pravšnja rešitev. Finančna uprava Republike Slovenije delodajalcem, ki ne izplačujejo plač skladno z določili zakona o delovnih razmerjih in posledično ne predložijo obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke, svetuje, naj to storijo čim prej in se tako izognejo prekršku. Furs je od začetka leta na podlagi novega člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poleg inšpektorata za delo pristojen za uvedbo postopka o prekršku proti tistim delodajalcem, pri katerih z nadzorom ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na podlagi katerih opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost, niso predložili zaradi neizplačila plač delavcem. Februarja bodo njihovi uslužbenci tudi s pomočjo mobilnih enot izvajali obsežen nadzor delodajalcev, ki niso oddali obrazcev v zvezi z izplačili plač. Mobilne enote bodo na terenu preverjale, ali delodajalci, ki obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač, piše STA. Če bodo ugotovili, da so zaposleni prejeli plače oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo Furs proti tem delodajalcem uvedel ustrezne postopke skladno z določbami zakona o davčnem postopku. Ukolikor pa bo ugotovljeno, da obrazcev niso predložili, ker niso izplačali plač, pa bo Furs takšne delodajalce sankcioniral in jim izrekel globo. Ta znaša od 450 pa do 20 tisoč evrov, odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2000 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, so še pojasnili na Fursu. V oddaji Soboški ekran, ki bo na sporedu danes ob 18:30 in 20:15 je gostoval župan Aleksander Jevšek. Poglejmo si kratek izsek iz pogovora. Na trgu Zmage bomo začeli v naslednjih tednih, lahko rečemo, ali pa dneh. Mi smo zdaj v fazi pogajanj z prijavljenim izvajalcem. Ta pogajanja bodo kar zahtevna, kajti zavedamo se, da je težko priti do evropskih sredstev, da moramo paziti na javni denar in bomo kar se da nepopustljivi. V glavnem pa želimo, da bi do 9. maja, ko bo tradicionalna proslava na trgu Zmage,
ta investicija zaključena. Tukaj gre za precej, tudi finančno velik zalogaj, okoli pol milijona, še nekoliko več, zato toliko bolj želimo biti, kot sem rekel, neizprosni pri pogajanjih. Skratka, to je ta del. Druga faza urejanja mestnega središča, po kateri sprašujete, od zvezde pa do sodišča, pa sledi v drugem delu letošnjega leta. Jaz mislim, da bo to eden največjih posegov v prostor in zaradi tega bomo pozivali občanke in občane, da potrpijo, kajti to bo najbolj pravzaprav vplivalo na gibanje naših občank in občanov, kajti Slovenska ulica je, hočeš nočeš, najbolj zasedena ulica v mestu, tako tistih, ki hodijo peš, kot s kolesom in avtomobili. Včeraj so v gledališču Park podelili priznanja najbolj požrtvovalnim prostovoljcem v mestni občini Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota je v minulem letu potrdila naziv prostovoljstvu prijazno mesto, ki ga nosi od leta 2014. Včeraj pa so na slavnostni prireditvi podelili priznanja najbolj zaslužnim na področju prostovoljstva. Najprostovoljec leta 2017 v mestni občini Murska Sobota je postal dolgoletni poveljnik Gasilske zveze mestne občine Murska Sobota Franc Olaj. Ta je velik del svojega življenja posvetil organiziranju in izvajanju pomoči ogroženim in prizadetim ob različnih nesrečah. Priznanje za najprostovoljno društvo je prejelo Društvo za zaščito živali Pomurja, ki si prizadeva za ozaveščanje o pravilnem ravnanju z živalmi in v katerem je od ustanovitve leta 2006 delovalo preko 100 aktivnih prostovoljcev. V kategoriji najprostovoljna organizacija so izbrali medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja. Kot najstarejša invalidska organizacija v Pomurju stalno sledijo tudi viziji prostovoljnega dela za svoje člane ter se uspešno vključujejo v ožje in širše lokalno okolje. Kot najprostovoljni dogodek je komisija izbrala dobrodelno prireditev Podarimo srečo, tradicionalno decembrsko prireditev Osnovne šole 4. Namen prireditve je odpravljanje predsodkov in širjenje vrednot, v okviru prireditve pa vsako leto zbirajo tudi donacijska sredstva za nakup pripomočkov za potrebe šole s prilagojenim programom. Danes ob polnoči so se ponovno spremenile cene pogonskih goriv. Bencin se je podražil, dizelsko gorivo pa cenejše. O polnoči je prišlo do vnovične spremembe pri ceni pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina se je tako ponovno podražil, tokrat za 0,8 centa na 1,315 evra. Dizelsko gorivo pa se je pocenilo za 0,5 centa na 1,257 evra. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene teh goriv regulirane. Na Sobota Info poročajo o tem, ali bodo napovedane spremembe otežile reševanje v Pomurju. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri se bo oblačnost širila v notranjost Slovenije, na severu in vzhodu bo še nekaj sonca. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 12 stopinj, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 8 stopinj Celzija. Jutri se bo oblačnost širila v notranjost Slovenije, na severu in vzhodu bo še nekaj sonca. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla, čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Popoldne se bodo v zahodnih krajih pričele pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji od -1 do 0, dnevne pa okrog 10 stopinj Celzija.
V četrtek bo oblačno, predvsem na zahodu bodo padavine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na petek se bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo od severa spustila do nižin. V petek bo oblačno s sneženjem, na Primorskem bo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 2 stopinj, dnevne pa med 2 in 12. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite z nami in nasvidenje do jutri.